Prsti trepetajo po piščali, glasovi tiho božajo roko, tako rad segel bi globoko dno, kjer brez glasu so bratje obležali. Tako se je v pesmi to jutro preroško izpovedal naš mladi pesnik Valantič, ki je zaradi človeške hudobije moral zgoreti v cerkvi Marije Brezmadežne v župniji Grahovo. Bog plače vam, dragi jamarji iz Borovnice, Rakeka, Logatca in Ajdovščine, ter članov turističnega in planinskega društva Borovnica, ter še številnim prostovoljcem, ki ste izpolnili željo pesnika Valantiča. Vi ste junaško segli v globoko dno Krimske jame in privlekli na svobodo zemeljske ostanke naših mučenih in umorjenih bratov in sester, drage nam notranjske dežele. Poklonaj tudi gospe Martini Kucmur, doktorju Antonu Beluščku, gospodu Jožetu Dežmanu in vsem, ki ste pomagali, da bomo naše drage brate in sestre lahko pokopali v blagoslovljeno zemljo. Zelo pa sem žalosten in zaskrbljen, da je predsedstvo Združenja borcev za vrednote NOB Cerknica v zadnji številki glasila občine Cerknica Slivniški Pogledi obsodilo nas vse, ki smo z izkopom in cerkvenim pogrebom žrtev iz Krimske jame v njihovi predrzni izjavi hujši zločinci od izdajalcev slovenskega naroda. S tem zares človekoljubnim dejanjem cerkvenega pogreba teh mučenih in umorjenih žrtev nikakor ne oživljamo in ne opravičujemo izdajstva. Kako more biti izdajalec ali sodelavec okupatorja še nerojeni otrok ali enomesečni dojenček ali 2-3-letni otrok ali mladostnik, dekle stara 13, 15 ali 16 let, ki sedaj njihovi ostanki so beli drugi, ob kateri se človek razjoče. Kako naj proglasimo za sodelavke okupatorja noseči materi, ki sta bili vrženi v Krimsko jamo, in vsaj 9, če ne še več, narodno zavednih partizanov, ki se niso strinjali z likvidatorji in so bili tudi vrženi v to kraško brezno. Hvaležen sem gospodu nadškofu Antonu Stresu, vsem duhovnikom, spoštovanemu predsedniku naše države Slovenije, gospodu Borutu Pahorju in vsem ostalim politikom, gostom, vernikom iz mnogih župnij, vsem, ki v srcu dobro mislite, da ste prišli k cerkvenemu pogrebu teh žrtev, ki so umirali z molitvijo in odpuščanjem vseh, ki so jih mučili. Dragi prijatelji, Prešernovo Zdravljico ne moremo samo prepevati, ampak jo je potrebno živeti. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo, otrok, kar ima slava, vsi naj z roke sežejo. Zato smo prišli v našo cerkev svetega Jerneja, da bi si prijateljsko segli v roke, da ne bi bilo med nami samo prepirov, ampak več sloge, več dobrote in ljubezni. Samo tako ne bo vrag, ampak dober sosed, naš mejak. S to veliko željo pojdimo na Božjo njivo, na naše pokopališče, kjer naj bo pravi kraj miru in sprave med živimi in tistimi, ki so že v večnosti. Še kratko sporočilo, kako bomo oblikovali sprevod s krstami po molitvi poslednjega priporočanja in slovesa v cerkvi. Na čelu bo šla zastava Republike Slovenije žalnim trakom, takoj za njo nosilec križa, pa ministrantje. Potem vsi duhovniki z gospodom nadškofom, nato nosilci 3 krst, potem svojci, predsednik Republike Slovenije in drugi predstavniki naše Slovenije ter vsi ostali. Pri grobu bo sklepni del pogrebnega obreda
nagovor predsednika Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, dr. Jožeta Dežmana, nagovor vnukinje ene od žrtev, pesem moškega zbora, pesem, ki jo bo zapel gospod Marko Fink, in nazadnje še trobenta z melodijo cerkvene pesmi. Med spuščanjem krste bo zaigral kvartet policijskega orkestra in ob spustu še trobenta zaigra domovini. Po končani slovesnosti si boste lahko v gasilskem domu gledali še razstavo najdenih predmetov ob okostih v Krimski jami. Po končanem pogrebu boste lahko v cerkvi pod Korom kupili tudi knjigo Kalvarija Notranjske dežele, kjer sem spregovoril o trpljenju menišovcev in ostalih notrancev in Slovencev med vojno in po vojni.